Pozdrav! Prebral sem ravnokar en zelo zanimiv blog z naslovom Ali zasebnost spodkopava demokracijo. Gre se za to, da v zadnjem času veliko poslušamo o raznih vladah, ki nas nadzorujejo, ki snemajo vse, kar pišemo, kar govorimo, ki sledijo temu, kje se premikamo in tako naprej. In ljudje tukaj ponovadi zagovarjajo to, da imamo ljudje pravico do zasebnosti, se pravi do tega, da skrivamo stvari pred drugim. In če pogledamo zdaj to v kontekstu demokracije, ali to spodkopava v bistvu demokracijo. Ker kaj bi v bistvu naj bila demokracija? V demokraciji bi naj vladali ljudje, se pravi odločali ljudje, in odločati se ne moremo učinkovito, če nimamo na voljo vseh možnih informacij, ki so pač potrebne za to, da se čim bolj informativno odločimo o neki stvari, ki bo dejansko najboljša za vse. In če imamo ljudi, ki skrivajo informacije, ki skrivajo svoje namene, ki skrivajo svoje misli, čustva in stvari, ki jih želijo početi, potem tu nastane problem. Zato ker je to v bistvu, če pogledamo, zakaj bi nekdo sploh želel karkoli skriti pred drugimi, če pa recimo živi vedno po principu, kar je najboljše za vse. Če jaz živim v najboljši veri, da bom ravnal z drugimi enako, kot bi s sabo, se pravi, da želim vsem dobro in da želim delovati po principu, kar je najboljše za vse, potem nimam nobenega namena karkoli skrivati. Lahko bi nekdo rekel, potem bojo pa drugi zlorabljali ne vem kaj moje informacije. A res? Se pravi, kaj me je potem strah, da bo nekdo drug izrabil te moje informacije, pa to, kar jaz počnem, se pravi informacije o meni, proti meni, na nek zlorabljajoč način. Če me je tega strah, potem sem podrejen strahu. Dokler smo podrejeni nekemu strahu, nas lahko nekdo drug nadzoruje, zato ker nimamo samo direkcije. Se pravi, moramo vsi odstraniti ta strah pred tem, da bi nekdo zlorabil naše informacije oziroma informacije o nas. To lahko najlažje storimo tako, da si izpišemo misli, da se posvetimo temu, da preučimo, zakaj tako razmišljamo, kakšne občutke si ob tem ustvarjamo in potem lahko to odpustimo in naredimo samo korekcijo, tako da nas ni več strah tega, da smo. Se pravi, prevzamemo odgovornost za svoje misli, za svoje občutke, za svoje strahove, jih odpustimo, odpravimo in potem se lahko samo direktivno usmerjamo, koliko je najbolj za vse. Torej, če nekdo recimo zagovarja to, da hoče imeti pravico skrivati nekaj, potem je lahko edini razlog za to, ker to nekomu škodi in noče, da bi se potem to razvedlo, da bi tisti, ki mi to škodi, to izvedel. In se pravi, to je nedopustljivo, zato ker je to zloraba. In edini razlog, zakaj bi mi želeli nekaj skrivati pred drugimi, je ta, da povzročamo neko zlorabo in nas je strah, da bi se to razvedelo. Zato moramo prevzeti odgovornost zase in se popraviti, spremeniti, tako da ravnamo vedno tako, kot je najboljše za vse. Dokler tega ne bomo počeli,
nimamo demokracije in jo ne moramo imeti. Zato, ker vsi drug pred drugim nekaj skrivamo, ker vsi postavljamo sebe kot več vredne od drugih in zato na račun drugih, se pravi, se okoriščamo na račun drugih, v škodo drugim. In to je nedopustljivo. Ko se enkrat popravimo, ko naredimo to samo korekcijo, se to ni kar naenkrat, ampak to traja in traja. Se pravi, potem lahko mi dejansko začnemo živeti po principu, kar je najboljše za vse in hkrati s tem ugotovimo, da ne rabimo ničesar skrivati. Tako da priporočam vam, da si ta blog preberete, sicer je v angleščini. Če kdo ne razume, lahko mene kontaktira, mu bom pomagal razumeti ta blog. Tako da, hvala.